Precej pomembno vlogo pri svežem olimpijinem naslovu slovenskega državnega prvaka je imel Marko Brest. Njegov strelski skupiček v prvenstvu sicer ni vrtoglav, a se je izkazal svojo vsestranskostjo, borbenostjo in nepopustljivostjo. Vrednotami, ki mu jih je dalo okolje, v katerem je odraščal. Že od malega sem imel neko želje, da bi rad bil nogometaš. Mislim, da je ogromno enih otrok, fantov, ki si želijo biti, da bi bili nogometaši, ampak vemo, kako težka trnova pot je postati profesionalni nogometaš in mislim, že od otroštva je bila to moja želja, me je spremljala žoga in hvala Bogu mi je to tudi nekako uspelo. Ne le na slovenski sceni, tudi na mednarodni ravni je že znal pustiti svoj pečat. Drugo sezono je z Olimpijo nastopal v konferenčni ligi. Medtem ko je lani odigral 5 tekem, je letos iz skupičku dodal še 3. En zadetek ter 2 asistenci. Vrhunec, absolutno, kar se tiče reprezentance, je to, da smo se uvrstili na Evropsko prvenstvo in upam, da bomo tudi tukaj naredili lepo zgodbo, upam, da se prebijamo ven iz skupine, absolutno gremo tja z belo zastavo. Kar se pa tiče klubskega nogometa, pa mislim, da je že velik uspeh, da sem prišel v Olimpijo, osvojil naslov in 2 leti zapored igrali Evropo, upam, da bo to tudi 3. leto in mislim, da je to, kar se tiče klubskega nogometa, trenutno ima najvišja točka. Na poti proti vrhu se drži vodila, stori vse, kar je v tvoji moči. Zaupaj vase in osredotoči se na trdo delo. Ko vidim druge soigralce, druge, ki se ukvarjajo v nogometu, koliko starši ali pa neki agenti vplivajo na njih, lahko rečem, da sem glede tega bil praktično sam in mi je tudi ustreza, tako da nimam preveč drugih vplivov, da lahko sam razmišljam o tem in neko svoje lastne mnenje o nogometu, o potezah na igrišču sem si ustvaril in moram reči, da me je mogoče tudi to, da sem sam za vse skupaj poneslo do tega, kjer sem zdaj in na svojo pot sem zelo ponosen, da sem nekako bolj kot ne sam v tem, absolutno me spremlja družina, me spremljajo prijatelji, ampak sem vesel, da ustvarjam svojo pot sam. Če sam ne verjameš sebe, ti ne bo nihče pomagal, seveda lažje, če imaš trenerje, ki verjamejo v tebe, ampak pridejo trenutki tudi, ko trener ne verjame v tebe, ko si sam v nogometu in tukaj lahko rečem, da sem se največ naučil. Ko v življenju pride priložnost, jo moraš zgrabiti z obema rokama in jo čvrsto držati, tudi ko ne gre vse lepo na črtih. Brest se trdno oklepa svojih sanj. Moj idol od malih nog je že bil Cristiano Ronaldo, tudi zaradi, mogoče ne samo zaradi tega, kar je delal na igrišču, ampak tudi zaradi življenja, kako težko mu je bilo življenje, koliko ljudi ga je zasovražilo, pa vseeno ostal na top nivoju in trenutno pa kdo mi je najboljši igralec, meni se zdi, da Lamine Yamal je izredno dober, je na zelo dobri poti, da postane najboljših nogometašev na svetu. Z dopolnjenim 23. letom bo Brest eden od izkušenejših v slovenski zasedbi na prihajajočem evropskem prvenstvu. A zdi se, kot da je bilo včeraj, ko je v vlogi navijača zahajal na tekme Maribora ter stiskal pesti za svoje idole v Ligi prvakov. Kot otroku iz Maribora mi je bilo seveda uvrstitev Maribora v Ligo prvakov, igranje v Ligi prvakov mi je to bilo sanje, da v tistem momentu, ampak seveda, kot otrok gledal tekme, bil na stadionu, ampak pol je šla moja pot nekako malo drugače, ampak bomo videli, kako bo naprej. Evropsko prvenstvo bo zrelostni izpit in pravi pokazatelj, kje smo in kaj lahko dosežemo. Velika priložnost, a hkrati še večja odgovornost. Na igrišču in izven njega se Brest zaveda svojih dejanj. Mislim, da lahko pomagam mlajšim nogometašem, tako da v meni vidijo nek zgled, kakšni bi morali biti, kakšni si želijo biti. In tako se probam tudi obnašati na terenu, izven terena, kot en vztrajen, skromen fant. Prihodnost je svetla, možnosti je nešteto, vrata v svet so na stežaj odprta. Želim si odigrati tudi kakšno sezono ali pa del kariere v tujini. Mislim, da imam kapaciteta za to in upam, da se bo to zgodilo. Kar se pa tiče izven nogometa, pa bi rekel, da bom imel neko podobno življenje kot sedaj. Težko rečem, da se bom spremenil iz 0 na 100 in neko mirno življenje, mi se mi zdi, da bom živel čez 5 let.